Pozdravljeni. Y250 je šifra, katero ste verjetno zasledili v raznih tekstih, kateri se dotikajo aerodinamike bolida Formule 1. Seveda, na prvi pogled ta šifra zgleda precej zastrahujoča, zgleda, da je nekaj izjemno kompleksnega, izjemno zapletenega. A videli bomo, da v resnici gre v konceptu za zelo enostavno zadevo, katera sproži serijo verižnih reakcij in je v zadnjem desetletju eden izmed najpomembnejših aerodinamičnih elementov pri bolidu Formule 1. Najprej je seveda potrebno razložiti, kaj pomeni ta šifra Y250. Izgleda zapleteno, v resnici je izjemno enostavno. Y je smer, levo pa desno, če pogledamo to shemo bolida Formule 1 v koordinatnem sistemu. 250 je pa razdalja. Y250 je ime zračnega vrtinca, katerega generirajo pomožni aerodinamični profili na prednjem stabilizatorju. Od sezone 2009 so v Formuli 1 uvedli pravilo, da 250 mm levo in desno od sredinske črte na prednjem stabilizatorju ne sme biti pomožnih profilov. Namen je bil, da bi olajšali prehitevanje, a vemo, pogostokrat jim se in te nameni izrodijo, a robovi teh pomožnih profilov so postali kar močen generator vrtincev. Namreč v tistem delu, kjer pomožnih profilov ni, je zračni tok prost, nima nobenih ovir, katere bi ga zadrževali. Na aerodinamičnih pomožnih profilih pa pride do zvišanja tlaka in seveda to je dober recept, kako se ustvari močan vrtinec. Vidimo na skici, dobil sem dva zanimiva posnetka CFD simulacije, kjer si lahko predstavljate, kako nastane ta vrtinec Y250. A Y250 je zanimiv zaradi ene druge zadeve. Sam kot tak neposredno ni tako pomemben v celotni aerodinamični podobi bolida, a sproži verižno reakcijo, katera je bistvena. Namreč Y250 v zadnjem dobrem desetletju je element v bolidu Formule 1 aerodinamično gledano, kateri je takoj za difuzorjem, zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem in prednjim aerodinamičnim stabilizatorjem. Da bi razumeli, kaj pomeni ta vrtinec v celotnem konceptu Formule 1, se moramo malce ozreti na dve rešitvi, katere vidimo na bolidih sezone 2020 in kateri dve sta bistveni. Eno v angleški literaturi imenujejo cape ali ogrinjalo. Gre za tisto strukturo zavihano navzdol kot neko ploščo z robovi zavitimi navzdol, katero spominja nekako na tista ogrinjala, ki jih imajo superjunaki v stripih. Prvi so jo uvedli pri ekipi Mercedes v sezoni 2017 in od takrat naprej je postajala zmeraj bolj popularna, posebej pri tistih bolidih, kateri so izbrali ta ozek koncept nosnega konusa. Druga rešitev je pa tako imenovan J-fairs, oziroma te plošče, katere v preseku imajo približno obliko črke J. Vidimo jih na primer pri Ferrariju SF1000 in seveda posledično pri bolidih ekipe Haas. Gre za vertikalno ploščo, katera ustvari podoben aerodinamični efekt, namreč ko ta vrtinec Y250 trči ob ta element, v bistvu ustvari drugi vrtinec. In zavedati se moramo, da vrtinec Y250 se vrti od spodaj navzgor proti kolesom. Seveda gre na levi in desni strani, ima različno smer rotacije, ampak ste razumeli. Ko ustvari ta nov vrtinec, se ta vrti seveda obratno. Ta vrtinec je izjemnega pomena, kajti A gre pod ravno dno bolida in B gre na tiste stranske usmernike, tiste birchboarde, kateri so tako pomembni, da na vsaki dirki vidimo določeno spremembo. In seveda, vrtinca Y250 skoraj nihče ne omenja v raznih virih,
A vsako najmanjšo spremembo na bargeboardih oziroma stranskih usmernikih nam pa pokažejo. Ukolikor ne bi Y250 deloval, tudi te rešitve, verjemite mi, bi bile bolj samo za lepo izgledati na fotografijah. A funkcija tega vrtinca se tu še ni ustavila. Če pogledamo to skico, bomo opazili, da nekako prepreči tistemu umazanemu zračnemu toku, ki pride izza prednjih koles, da bi šlo proti notranjosti, proti karoseriji bolida, kar še ni tako pomembno. Namreč ta vrtinec se nahaja malce višje od tistega drugega, katerega je generiral. In nekako pomaga ga pritisniti dol in s tem še zveča njegovo učinkovitost. Na zadnjih dirkah v sezoni 2020 smo videli ogromno dežja. In to nam bo pomagalo na teh fotografijah videti, kako ta vrtinec sploh deluje. Videli bomo pri tistih dežnih kapljicah, katere so dvignile prednje pnevmatike, kako učinkovita je ta zadeva. Namreč se opravičujem, nimam posnetkov aktualnih bolidov iz vetrovnika, kjer bi lahko pokazal, in mislim, da tu lahko vsak vidi, zakaj gre. A Y250 kot sam vrtinec je izjemno zahrbtna zadeva. Namreč povedal sem, sproži verižno reakcijo. In sedaj je treba tudi razumeti, da mora biti A na pravilnem položaju in B mora imeti pravo energijo. Namreč zamislimo se pri vožnji naravnost, ukolikor bi bil Y250 premočan, bi lahko posrkal vaše tisti sekundarni vrtinec, kateri bi tako praktično porušil ravnotežje na difuzorju in na vsem tistem delu, ki ga naredijo stranski usmerniki. Ali hujše, lahko bi imel premalo energije in bi ga vrtinci, kateri gredo pod ravno dno, posrkali od spodaj, ker bi spet porušil ravnotežje. Tu je treba še nekaj omeniti, kar smo videli na progi. Kar naenkrat bolid ekipe Red Bull je postal nestabilen. In vsi mi, navdušenci nad Formulo 1, smo se spraševali, kako to. Pri ekipi Red Bull so spremenili iz sezone 2019 na sezono 2020 obliko nosnega konusa. In če primerjamo letošnje fotografije, kjer vidimo Ferrari SF1000 in Red Bull RB16, vidimo tudi razliko v tistem prostoru, katerega ima na voljo Y250. Pri Ferrariju je bistveno manjša, pri Red Bullu je bistveno večja. Seveda, tisto razliko med ogrinjalom in ploščico sem že razložil. Pri Red Bullu je ogrinjalo, pri Ferrariju je ploščica. In mogoče pri ovinkih, kateri so bi imeli višjo vrednost na progi v Hungaroringu, je prišlo do tega, da ta vrtinec ni bil tam, kjer bi bilo potrebno. Namreč ogrinjalo in ploščica imata enako funkcijo, a delujeta pravzaprav različno. Ploščica enostavno je zapreka, katera usmerja ta vrtinec v pravo smer. Medtem ogrinjalo svojim zavihkom poskrbi, da na izvoru vrtinca je ta usmerjen v pravilno smer. Vsaka najmanjša napaka se pozna in ukolikor so se malček zaračunali, ukolikor niso upoštevali ene zadeve, se jim da zgoditi, da se to pozna na utripanju pri difuzorju, to se pravi, postane nestabilen bolid. To gre za mojo osebno interpretacijo. In treba je biti pozoren še na drugi element, kateri mislim, da bo zanimiv za vse nas. Namreč tudi na obliko teh pomožnih profilov na prednjem stabilizatorju. Če pogledamo tisti notranji del na Ferrariju, bomo videli, da je ta v primerjavi s tistim, ki ga vidimo naprimer na Mercedesu 2V11, bistveno bolj oster, bistveno bolj oblikovan tako, da bo ustvaril močnejši vrtinec.
tisto, kar vidimo pri Mercedesu, ima pa bolj blago obliko, kjer lahko ustvari večji, bom rekel, malce manj močan vrtinec z manj energije. Seveda, povedal sem, tu je potrebno imeti ravnotežje in ravno pravšnjo energijo, ravno pravšnjo moč. Povedal sem, da možno, da je izvor težav pri Red Bullu prav tu v teh spremembah. Namreč potrebno je kar nekaj let razvoja, da se pride do tistih pravih oblik. Poglejmo na primer vse spremembe, ki so jih imeli pri McLarenu in prišli so na koncu na ta obliko. Vidimo pri Renaultu, da so tudi naredili to spremembo med lani in letos, a letos imajo določene težave. In sprašujem se, ko slišim razne novice, da bo Ferrari montiral novo obliko ožjega nosnega konusa, kako se bo pri njih oblašal Y250, če vzamemo to zadevo, da verižna reakcija deluje na bistveno več stvari, kot si lahko mislimo na prvi pogled. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.